Spoštovane, spoštovani, pred nami je še zadnja tekma 10. kroga v prvi ligi Telemach Slovenije. Sliko pa smo seveda v Celju na stadionu z Dežele. Spremljali bomo enega izmed derbijev tega kroga, obračun med domačimi Celjani in Domžalčani. Pa je tisti, ki bo z Nikom Percom, poglejte, tule izvedel tale udarec iz kota, no Perc je šel stran, torej tako kot smo vajeni, Jakupovič torej s podajo na bližnjo vratnico proti Durdovu, pa odbita žoga, tole je velika priložnost Domžalčanov, ki vodijo. 1-0, Franko Kovačevič je zadev že na začetku druge minute. Tole se je Celjanom še posebej na stadionu z Dežele velikokrat zgodilo v tej sezoni. Zaostali so s 3-0 proti Muri, remizirali s 3-3. Prejšnji konec tedna vodstvo Olimpije z 2-0 na tem stadionu, vseeno so se Celjani vrnili in na koncu slavili. Tole pa zdaj pogledamo, Jakupovič na Durdova, odbil je Stojinovič, potem pa takole Perc, žoge sicer ni najbolje zadev, no tam pa slabo posredovanje Davida Zeca z glavo in žoga je nekako padla, se mi zdi, iztržil je met iz avta. Ikve Mesi, tako je proti Matku tule poskuša, ni bil uspešen, to da zdaj ne, lepa podaja proti Koutru, ki ima priložnost in prek vrat Nino Kouter. Se moram popraviti, med tem Celjani napadajo prek Matka, ki je poskusil strelom. Bojan Mertik v vlogi glavnega sodnika. Tole je bila lepa obramba Mulaliča, zdaj ob strelu Koutra. Tudi Staša Špur zbolela, tule je priložnost za Ikve Mesija, gola pa ni. Še enkrat Ikve Mesi v blok, nadaljuje se akcija Celjanov. Popovič, Mulalič iz vrat, Morozov strelja in obramba Mulaliča. Ikve Mesi in brani ponovno Mulalič. Jakupovič, Kovačevič, Durdov je pred vrati, Kovačevič mimo gola. Pa izgleda takole, Mulalič, Ilenič, Šojsinger, Žurič, Alič, Markuš, Pišek, tule Durdov do priložnosti, mimo vrat Durdov, ampak mislim, da je bil tudi v ofsajdu. Tule je Šporn zapravil žogo ob Kovačeviču, Pišek potem za Durdova, ki je sam, Durdov, brani Rozman, še vedno Durdov, potem pa slaba podaja proti Kovačeviču. Igra pa se med tem že nadaljuje, Stojinovič do Zeca. Popovič. Pa prekršek Markuša. Kaj se je zdaj zgodilo? Grigorij Morozov je očitno prišel konflikt z enim od domžalskih nogometašev. Domžalčani so skočili, Morozov že ima rumeni karton. Morozov izključen, rdeči karton Morozov, ampak ali tudi Perc? Perc pa ne. Zanimivo in kakšna težava zdaj za Celjane, Grigorij Morozov, rdeč karton. To bi bilo najbrž celo najbolj prav, zdi se mi, da res ni bilo nič posebnega. Morozov je že odšel v slačilnico. No in zdaj sta Ponis in Žunič poklicala Mertika, naj si gre tole ogledat. Morozov se med tem vrača iz slačilnice in ja, mislim, da bi bilo čisto prav, če bi Morozov nadaljeval. Ni bilo tu nič tako zelo posebnega. Morozov je ob robu igrišča, tale prekinitev je zelo dolga. No,
No, poglejmo, kako se bo odločil Mertik. In Morozov se vrača. Ne! Oj! Neverjetno. Še huje za Morozova, kot je bilo prej. Še huje za Morozova. Očitno sem sam nekaj spregledal. Takole Popovič. In potem slabo izbijanje Domžalčanov. Andrej Đurić točno v noge Davida Zeca. Ta je darilo sprejel s konico nogometnega čevlja. Poglejte, takole zaključil Mulalić, nemočen in izenačen je na stadionu z Dežele. Domžalčani zdaj prevzemajo terensko premoč, tule pa Franko Kovačević in tule je žoga, mislim, da celo malce obliznila levo vratnico. Tole je zdaj Popovič. Vendarle piska, zdaj je Mertik s precejšnjim zamikom, Pišek je storil prekršek. Poglejmo, če bo zdaj porumenel Pišek, ja. Tudi Pišek končuje tekmo, zdaj pa 10-10. Začela se je 78. Pišek izključen še v 77. Ni ugovarjal. Zavedal se je, kaj je tule storil, takole Pišek. Prosti strel pri žogi Denis Popovič. Do strela je sicer prišel Zec, vendar Janičič. Matič proti Stojinoviću. Stojinović v sredino. Tole je priložnost Janičiča. Gol! Vasilije Janičić! 2-1, 88. minuta, mojstri preobratov Celjani so vendarle prišli do vodstva. Nepopustljivost se je zdaj obrestovala Dušanu Stojinoviću, ki je krenil naprej. Po tekmi proti Domžalam je z nami Dušan Stojinović. Dušan, iskrene čestitke za zmago najprej, pa greva od zadaj naprej. Kako ste vi sodelovali oziroma kako se spominjate tistega odločilnega gola in pa akcije, kjer ste vi pravzaprav bili tisti, ki ste podali v kazenski prostor in na to je Janičić dosegal tisti odločilni in zmagoviti gol? Ja, tu nas je tudi malo spremljala sreča, no. Bil sem v pravem trenutku na pravem mestu, tako bom rekel, res dober zaključek basketa. Pokazali smo še enkrat več naš karakter, našo željo po zmagi in to je tisto, kar je danes štel. Ampak že v prvem polčasu ste praktično ves čas vršili pritisk proti vratom Domžal, kljub temu, da ste zaostajali celoten prvi polčas. Kako ste videli ta prvi del tekme? Ja, mislim, da se nam ta sploh prvih 15 minut ne sme v bodoče dogajati, če hočemo konkurirati za najvišja mesta. Enostavno, to je že druga tekma zapored, ko smo slabo začeli. Treba je to popraviti čim prej. Mislim pa, da po 15 minutah, da smo pokazali kar konkretno igro, da smo napadali gol in smo imeli par priložnosti, žal neizkoriščenih, ampak to se je pokazalo v drugem polčasu in smo jih izkoristili. Omenili ste ta karakter že drugič v bistvu tudi po tisti tekmi proti Olimpiji ste se vrnili po zaostanku. Kje je rezultat oziroma kaj je razlog temu, da se na tolikokrat zapored vrnete po zaostanku? Ja, mislim, da je to zelo dobra atmosfera v ekipi. No. Enostavno tudi ti igralci ki ne igrajo, niso užaljeni, ki pridejo noter, pokažejo svoje, kako je bilo tudi danes. Vaske je prišel v sklopin noter, dal gol, pokazal njegovo kvaliteto in mislim, da je to, kar najbolj šteje, no, ta karakter igralcev, ki nas lahko vodi do konca. Dušan, hvala lepa in srečno. Hvala.
Po tekmi proti Celju je z mano Benjamin Markuš. Benjamin, lahko bi dejali pravi vrtiljak na tej tekmi. Takoj na začetku ste povedali, potem kar trpeli v obrambi v prvem polčasu, na to pa še bolj divji in kaotični drugi polčas. Kako ste videli celotno tekmo? Mi smo začeli tekmo po naših načrtih, takoj smo zabili, bili še parkrat nevarni. Vedeli smo, da bomo trpeli, ker imajo res zelo dobro špico, tudi vse krilne napadalce, tako da mi smo se na to pripravili, vedeli smo, da bomo trpeli. Uspeli preživeti prvi polčas, tudi v drugem polčasu pri 1:0 imeli situacijo, da zabijamo za 2:0 in da v bistvu odločimo tekmo, pa smo pa izgubili tekmo na neumnosti, ne vem, kako da drugače rečem. Sodnik Mertik je imel kar precej moški kriterij, kar precej grobosti oziroma na meji grobosti je bilo vse skupaj. Kako ste videli ta vidik tele tekme? Jaz mislim, da se treba tako konstantno igrati, zaradi tega, ker samo tako lahko napreduješ in da se popolnoma strinjam s tem kriterijem. Sedaj vas čaka 14 dni ne počitka, ampak verjetno pripravno nadaljevanje tele sezone. Kaj mislite, da Domžalam manjka kljub dobri igri, da pa vendarle ni tistih rezultatov, ki bi si jih morda zaslužili oziroma želeli? Ja, mislim, da predvsem rabimo zabiti iz naših situacij, zaradi tega, ker prihajamo v situacije samo preprosto premalo golov damo, glede na to, kolikrat prijemo v neko situacijo. V zadnji pa tudi ekipe so kvalitetne, tako da mislim, da moramo na obeh segmentih delati. Benjamin, hvala in srečno. Hvala. Po tekmi proti Celju je z mano trener Domžal, Simon Rožman. Simon, tekma za Domžale se je začela idealno, verjetno je takoj v začetku tekme ste povedali, na to pa, kot ste dejali pred tekmo, ne želimo, da kontinuirano Celje napada, ampak v prvem polčasu se je zgodilo prav to. Kako ste videli morda samo ta prvi del tekme? Pa ne, jaz mislim, da smo bili večji del tekme zelo solidni. Ironija vsega tega je, da spet, bom rekel, ena situacija nas vrže iz balansa. Dejansko se vidi, da plačujemo davek neizkušenosti, davek mladosti, ker nas, bom rekel, neka nepredvidljiva situacija nas vrže iz ritma in potem to tekmo obrne v drugo smer. Generalno sem zadovoljen, ja, sigurno bi si želeli, da v prvem polčasu ne bi preveč prepustili, kotirane napad, ampak niso si pretirano, bom rekel, preigrali priložnosti. Drugi polčas smo odlično, bom rekel, začeli, mislim, da dvakrat šli sami proti golu prek Durdova in tam bi lahko tekmo zadevo obrnili. Pa, bom rekel, so se stvari dogajale naprej, ki nam niso šle na roko. Ja, omenili ste veliko dogajanja v drugem polčasu, 2 rdeča kartona, pa veliko prekinitev igre. Kako se vaša malo manj izkušena ekipa znajde v takšnih situacijah, glede na to, da res ni bilo tekoče igre, prekinjenja je bilo praktično na 2 minuti? Ne, mislim, da je največji problem v tem, da, bom rekel, var situacije, ker pride do rdečega kartona, mi v isti minuti dobimo gol, bom rekel, praktično vrnemo Celje v igro, ker sigurno, bom rekel, so bili v nekem določenem šoku in to je ta stvar, ki v tisti ravnilo, ki nam pada, nam manjka in tako, kot sem rekel, ta davek bomo, bom rekel, upam, da čim krajši čas plačevali, generalno pa nimam, bom rekel, večjih pripomb, kar se tiče same igre, kar se tiče tranzicij, sigurno nam manjka še več kvalitete v smislu zadnje tretjine ali pa srednje zone, da smo še bolj mirni, tega se zavedamo, ampak nekako se prilagajamo kadru, ki ga v tem trenutku imamo in bom rekel, mi je žal, da točke, bom rekel, bežijo mimo nas. Sedaj je 14 dni tekmovalnega premora, zagotovo ne trenažnega premora. Kje bo sedaj glavni poudarek pri vas na treningu do začetka oktobra? Ja, prva stvar je, da nas ostane samo 12. Imamo ogromno mladih reprezentantov, a ne samo slovenskih, tudi, bom rekel, iz 2-3 tujih držav, tako da bomo zelo v krvni zasedbi. Poskušali bomo samo nekako obnoviti energetiko, kaj večjega pride pa potem upoštev zadnje 3 dni pred naslednjo tekmo, ker enostavno imamo toliko število mladih reprezentantov in še mlajših reprezentantov, se pravi U19, ki so pač, bom rekel, del naše ekipe. Tako da prvi teden samo, bom rekel, malo energetskega, pripravljam se na tekmo, se pa za nas začne šele v naslednjo sredo. Simon, hvala in srečno. Trenerja Celja po tekmi proti Domžalah. 2-1, znova ste preobrnili rezultat, znova pa precej kaotična tekma. Morda, če pogledamo samo začetek tekme, takoj ste prejeli gol, na to pa praktično ves čas vi pritiskali, vi poizkušali doseči gol v prvem polčasu, ampak ga niste zadeli. Če pogledamo samo tale prvi polčas. Короче, там снова горели 1-0, потом Микаль Бишчо такой 2-1 за нас, какая такая отличная игра. И там старались уже первый тайм забить, но нам не смогло, не везло.
Ну, я думаю, что возьму на себя ответственность в плане того, что мы всю неделю говорили, что нас ждет тяжелая игра, и, наверное, с первых минут потеряли немножко концентрацию, и, наверное, я не смог достучаться до игроков, что с первых минут надо быть очень серьезно готовыми. Cel teden smo se nekako pripravljali na tekmo, smo opozarjali na to, da prihaja dobra ekipa, da bojo od začetka pritisnili in nekako prevzemam jaz odgovornost, da nekako nisem mogel fante dovolj dobro pripraviti na to. V drugem polčasu smo videli poleg priložnosti na eni in na drugi strani 2 rdeča kartona. Tekma se je precej lomila na eno in na drugo stran. Kako ste pravzaprav uspeli preobrniti znova rezultat in na koncu zmagati? Ну, как бы второй тайм был, там момент 2 красные карточки, как мы опять успели этот счет сравнять и потом выиграть эту игру. Ну, я всегда говорю, что мы пытаемся строить семью, коллектив, и всегда говорим игрокам, что неважно, кто будет играть 90 минут, кто выйдет на замену, любой, выходя на несколько минут, может помочь достичь положительного результата. И в этом круге у нас уже были такие игры, когда игроки, которые выходили на замену, решали результат. Сегодня было тоже. Nekako tukaj probamo fante prepričati oziroma delamo na tem, da smo kot družina, da smo kot kolektiv, da vsi, kdorkoli pride na igrišče, ne vem, je to za minuto, 10 minut ali kdorkoli igra 90 minut, da je vsak njihov moment na igrišču, da je pomemben in tako je bilo tudi danes, te sklopi so prišli na igrišče, so obrnili rezultat kot že neko prejšnjo tekmo. Sodnik Mertik je pustil kar precej moško igro, skoraj da na meji grobosti. Kako vam je tak kriterij sodnika ustrezal danes? Судейство было такое, на критерий такой, что он позволял борьбу, очень мускульную игру, и как нам это устраивало. Это решение судьи, он принял это решение, он вел игру, и, наверное, это не наше дело обсуждать работу судей. Мы довольны всем, довольны результатом, и сейчас прежде всего после долгих этих игр хотим немножко пойти и отдохнуть, и хотим, чтобы ребята чуть отдохнули. Sodnik se je pač odločil za ta kriterij, on je vodil igro, kolikor jo je. Nekako ni naše, da komentiramo sodnike, smo zadovoljni z rezultatom, z vsem, kolikor je bilo in nekako nas veseli, da se bomo lahko malo odpočili, zdaj, ko prihaja reprezentančna pauza. Samo še zadnje vprašanje, sedaj vas čaka 14 dni tekmovalnega premora. Kaj bo glavni poudarek na treningih do naslednje prvenstvene tekme v oktobru? У нас перерыв двухнедельный, и на чем будет акцент тренировочный в процессе последующей игры? Но у нас 24-го мы сыграем товарищескую игру, затем на 28-е мы перенесли кубок, мы сыграем, и 2-го уже будем играть чемпионат, поэтому нет времени отдыхать, нет времени такого отдыха. Nekako nimamo časa počivati, imamo 24. prijateljsko tekmo, 28. imamo zopet pokalno tekmo in 2. je prvenstvo, tako da imamo kar natrpan cikl, da ne bo pretirano časa za kakšne posebne priprave. Trenere, hvala lepa in srečno še naprej. Hvala.